60 ur po pristanku iz Sevilje spet na igrišču. Po koncu izjemne evropske je bil čas za otvoritev spomladanske sezone na domačem prizorišču. Takoj z derbijem, takoj s popolnim preklopom. Vse, kar se je dogajalo v Španiji, je bilo treba odmisliti med nočnim letom domov in te 3 akcije so potrdile, kako opravlja vijoličasta četa zrelostne izpite. Po takšni evropski preizkušnji, ki je bila v četrtek, je bilo potrebno strniti misli in se dobro pripraviti v 2 dneh na slovenski derbi. Spoštovali smo nasprotnika, tako kot vsakega se dobro pripravili in tako smo danes tudi konec koncev dobro zgledali na igrišču. Prvi polčas je bil razdeljen na 2 dela. V prvem se je v kosu igralo do 23 minute. Zaradi metanja pirotehničnih sredstev z domačega navijaškega sektorja je sodnik Skomina igro prekinil in zbral ekipi na sredini igrišča. Po 4 minutah premora pa se je tekma nadaljevala in nadaljevanje je nakazalo, v katero smer se bo razpletlo nedeljsko popoldne. Izkušeno, potrpežljivo čakanje na pravo priložnost in gol. Po odločnem posredovanju in podaji Mertlja je Mendy ušel tekmecem, po pobegu podal v sredino dovolj močno in natančno za Boharja, ki je v istem slogu dokončal akcijo za veselje na delu tribune z mariborskimi navijači, ki so iz Sevilje zavili še v Ljubljano. Takoj po vodstvu priložnost za povišanje rezultata za akcijo na podoben način. Mendy se je spet izkazal s prodorom in s podajo z desne proti sredini. Bohar tokrat do Vršiča, ki se je brez obotavljanja odločil za udarec, žoga pa je na poti proti golu zadela Mitrovića. Enosmerno tekmo je potrdilo spoznanje, da je moral mariborski vratar posredovati le enkrat, ko je prišel do udarca Etemo. Povsem drugače kot Jasmin Handanović se je počutil Aleksander Šeliga. Kmalu se je znašel na novi preizkušnji, ko se je Vršič otresel spremstva in poiskal Pajića, a se je zatresel stranski del mreže. Potem pa znova trenutki, ki so pokvarili podobo derbija. Prekinitve so zbile ritem igre, za dosego cilja je bilo treba imeti tudi ustrezno psihološko stabilnost. Pa tako trenerji so nam rekli, da moramo imeti hladne glave, da pač tudi to je del nogometa. In mi smo se pač osredotočili samo na naše naloge, važno, da smo bili z glavo na terenu in odlično odigrali. In ko si zbran, gre po načrtih tudi v nenogometnih razmerah. Za napovednik končnice v višji predstavi udarec Mertlja, ki ga je Šeliga z nekaj težavami ukrotil. Vmes je za raznovrstnost zapretil še Milec. Celotno dogajanje pa ni načelo usklajenosti v moštvu in žoga se je ob naslednjem poskusu znašla v ljubljanski mreži. Novo učinkovito akcijo je začel Bohar. S spretnim odzivom odprl pot Vršiču, ki je opazil, kje je Fajić. Natančna podaja pa dobremu strelcu zadostuje, da usmeri žogo na želeno mesto. Nič proti 2 še ni pomenilo, da je misija končana. Po vseh dogodkih je bilo treba odigrati 10 minut sodniškega podaljška. Ob nadomeščanju igralnega časa, po spletu okoliščin, med izbijanjem žoge v kazenskem prostoru, edina resnejša grožnja za obetavnejšo situacijo gostiteljev z vratnico, ki jo je zadel Rajčević. Nič pa ni moglo preprečiti še enega gola na drugi strani. Fajić je tokrat sodeloval v prvi fazi akcije. Viler v nadaljevanju podal v sredino, kjer je Mendy poslal žogo čez golovo črto. Za prepričljivih 0-3 in za dopolnitev lestvice, na kateri zdaj prednost pred prvima zasledovalcema ob istem številu odigranih tekem znaša 5 točk. Mislim, da smo bili boljši v vseh segmentih igre od Olimpije, da smo dominirali tako v fazi obrambe, tako v fazi napada, tako v duelih, tako v posesti žoge kot v pasu. Enostavno smo si želeli te zmage, kar me pa zelo veseli je to, da so fantje kljub prekinitvam, ki so se dogajali skozi tekmo, cel čas bili prisotni v glavah, cel čas osredotočeni na delo, ki nas čaka.
Čeprav je Tavares po vmesnih težavah s poškodbo ostal na klopi, Mezga, Šuler in Črnic pa niso bili nared za nastop, je bila naloga brezhibno opravljena. Vijoličasti stroj se je zagnal in se bo po vrnitvi iz Ljubljane naslednjič predstavil na domačem tiru. V soboto ob 16. ko se v Ljudski vrt pripeljejo Koprčani na dvoboj vodilnih.